Veletrina v živo. Živijo, moje ime je Ana Svetelj in danes se bomo pogovarjali s Klemnom Brvarjem o romanu Zlate Vokač Medic Marpurgi. Zdaj, jaz bi začela z dejstvom, ki ga Zlata Vokač piše na koncu te knjige. In sicer, da se ona že v otroških letih, da je v neki knjigi o zgodovini Judov v Evropi prebrala, da je bil srednjeveški Marpurg oziroma Maribor strpno in napredno mesto, saj je imelo vedno odprta vrata za begunce iz drugih dežel. In ta odlomek iz te knjige naj bi Zlato Vokač takrat še kot deklico vzpodbudil, da je o tem začela brati in študirati in se zanimati za zgodovino srednjeveškega Maribora. Kako pa bi ti opisal Maribor oziroma Marpurg v tem obdobju, v tem stoletju? Zdravo. Ja, v bistvu zanimiva iztočnica. Pač zdaj, ko sem študiral malo bolj podrobno ta roman oziroma tudi njegovo avtorico, se mi zdi, da gre kar za neko tako klasično zgodbo mariborske intelektualke, ki vztrajno išče tisto odprtost v svojem mestu. Zdaj, verjetno vsak Mariborčan ali pa človek, ki je bil kdaj v Mariboru, zna povedati o mestu, pač, da poleg tega, da je lepo, da ima nek določen šarm, ga neprestano skozi čas podnaša iz ene skrajnosti v drugo. To je povezano z njegovo preteklostjo, z njegovo pozicijo ravno na meji nekih kulturnih prostorov. Se mi pa zdi, da pač čas, o katerem govori Zlata Vokač, je na nek način tudi odkritje. Ker redko kateri roman slovenski, zgodovinski, govori o času pol tisočletja nazaj. In skozi ta roman v bistvu dobimo vtis, kako je to mesto izgledalo pol tisočletja nazaj. Dobimo tudi vtis, da je v bistvu to mesto prihodov. In če smo čisto iskreni, če pogledamo zgodovino vsakega mesta, so mesta skoraj po inerciji točke migracij, kjer se pač prepleta različne silnice. In zdi se mi, da je hotela avtorica v tem romanu točno to ovekovečiti. To prepletanje različnih silnic, prihajanje, odhajanje. Prihajanje, odhajanja, odprtosti, prepleta kultur, v glavnem odprtosti, tolerantnosti. No, ampak ko smo že pri odprtosti, tolerantnosti, pa spet, če se vrnemo malo k avtorici, se je ona srečala s to hipotezo o Marpurgih oziroma o Morpurgih. To so bili nekateri Judje, ki so do konca 15. stoletja živeli v Mariboru, potem so bili izgnani in so si ob izgnanstvu nadeli ta priimek. In še dan danes obstajajo posamezni Judje s tem priimkom in ta hipoteza je avtorico zelo obsedala nekaj časa. Mislim, da je tudi iskala Jude po svetu, mislim, da jih je našla na Poljskem in drugod s tem priimkom, potomce tedanjih mariborskih Judov. Mislim, zgodovina Maribora kot tolerantnega mesta, ena izmed teh temnih točk mesta je bil zagotovo izgon Judov. Lahko o tem kaj več? Ja, v bistvu, če gledamo iz današnje perspektive, je ta izgon Judov nek izvorni ali pa izvirni greh. Da mesto v bistvu do danes kontinuirano na nek način izgublja tiste ljudi, ki so mogoče najbolj odprte glave. To dejstvo, da so v Mariboru čez 200 let živela močna judovska skupnost, ki je bila, če gledamo z današnjega vidika, najmočnejša na področju današnje Slovenije, in je v bistvu ključno prispevala pri tem prvem razvojnem sunku, da se je Maribor sploh razvil iz enega trga v mesto in ga na določeni točki presegel sosednjega rivala, to je Ptuj, so bili ravno zaslužni Judje. In tu sem jaz nekako tudi zapopadel poanto romana, da se v bistvu lomi ta neka, se na tem prelomu oziroma oscilacijo med odprtostjo in pa konec koncev samozadostnostjo lomi tudi ta roman. Torej, z izgubo Judov je mesto osiromašeno, zapade provincializem, ki se potem večkrat skozi zgodovino mesto ponovi.
Zato, ker roman je v tem, Maribor je v tem romanu naslikan res kot izrazito večkulturno odprto mesto, kamor se na vse zadnje ravno ta Mirjam, tako kot je pač avtorica zasnovala ta roman, ne, naj bi bili, večina oseb naj bi bilo resničnih zgodovinskih oseb, ta Mirjam pa bazira na povedki mestni, no, o tej lepi Mirjam. No, ampak v romanu je ta Mirjam ena izmed Judin in Judov, ki pribežijo iz zgornje nemških dežel. Da je bil takrat Maribor dejansko, tako kot ga ona slika, mesto, ki bi lahko bilo vzor marsikateremu drugemu mestu. Kako to, da je prišlo do tega? Ja, meni se v bistvu zdi fascinantno pri tej knjigi to, da je uspelo Vokačevi mesto kot tako postaviti na širok evropski zemljevid in to v času, za katerega moraš precej dosti vedeti. Ne? Če pišeš zgodovinski roman, moraš poznati svojo temo do obisti, moraš znati v bistvu času dati meso in duha. In to je Vokačevi uspelo. Ne? Uspela je pa to mesto, mislim, da ne bo imeli bralci napačnega vtisa, to ni lokalpatriotska knjiga. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker je uspelo mesto postaviti na širši evropski zemljevid, ga v bistvu utiriti tudi v duha časa. Skozi Maribor potekajo različne silnice, različni prelomi, kot v kakem drugem mestu. Ne? In tudi, če malo špekuliramo, v bistvu gre za klasično zgodbo slovenske prehodnosti slovenskega prostora, ki je v bistvu odprt tako na sever, kot na vzhod, jugovzhod, Mediteran. Mogoče se Slovenci premalo zavedamo te vloge svoje. Je fascinantno na eni strani, da smo obstali kot narod, po drugi strani pa bi mogli bolj ceniti to neko prehodnost. No, se ravno ta prehodnost, prepišnost, ne nazadnje se mi zdi, da se temu romanu včasih dela malo krivica, mogoče že s to izbiro imena romana, ne? Da potem marsikdo misli, da je to nek pač fascinantna zgodovinska freska, zanimiva za recimo Štajersko ali pa pač Maribor in okolico, ampak dejansko mislim tudi velik del dogajalnega prostora v tej knjigi se odvija drugje in to na tistih točkah, na tistih dogodkih, ki so takrat temeljno zaznamovale nek širši evropski prostor, ne gre zgolj za neko mestno ali pa lokalno ali pa tudi ne spodnje štajersko zgodbo. Ne. Se ti zdi, mislim, pri tem romanu bi ga mogli vzeti širše, ne? Mislim, naslavlja vendarle teme, ki se tičajo ne zgolj neke mariborske lokalne zgodovine. Ja, absolutno. Ne? Pač mogoče res naslov zavaja. Ne? Ja. Ampak če poznaš, kaj v bistvu pomeni ali pa kakšen prizvok ima naslov, če veš, da gre v bistvu to za neko prvo diasporo mesta, ki je razpredana res po velikem delu sveta, tudi skozi ta kanal lahko doživiš to neko bistveno širšo sliko. Ne? Ja, pač sigurno je treba knjigo najprej prebrati. Ne? Je pa res, da je v bistvu so zajeti tako realni dogodki, v bistvu epski dogodki, od obleganja Bizanca, obleganja Beograda, preganjanja husidskih verskih vojen. Res duh in pa dogodki časa so res vpeti z tako neko kohezijo, da je fascinantno. No? Res že dolgo nisem bral tako dodelanega zgodovinskega romana, kot je ta. Čeprav je star 35 let. Ja. Pri tem romanju meni je fascinantno tudi to, da se pač iz vsake strani pač proseva to avtoričino res poglobljeno poznavanje zadev, oziroma meni se je v branju zdelo, da je jasno, da se ona s to temo ni začela ukvarjati takrat, ko je začela razmišljati o pisanju tega romana, ampak da je to neka njena bila vse življenjska ali pa daljša fascinacija s tem obdobjem. Hkrati se mi zdi pri tem romanu, glede na to, da vendarle gre za neko zgodovinsko temo, fascinantno to, da ona nikjer, oziroma vsaj jaz sem dobila občutek, da ona nikjer ne razkazuje svojega zgodovinskega znanja, ampak vse v bistvu na nek zelo premišljen in v resnici avtorsko skromen način vpleta, ne, vse to, kar ve. Ja. Se mi zdi, da je za razliko mogoče od nekih drugih kjer se avtorji malo pohvalijo svojo, eruditskostjo, je ona tukaj res
stopi nekoliko nazaj. Ja, mogoče zaradi tega, ker je ženska, ne vem, se mi zdi, da ženske znajo to bolj subtilno nekako prinesti v literaturi na plano. Ampak v bistvu se mi zdi mogoče vredno pojasniti tudi ta moment, da prej si omenila, da izhaja to iz neke njene notranje fascinacije. Ne? Ona je imela v svojem otroštvu en tak zelo močen dogodek, ki jo je zaznamoval v bistvu za celotno življenje. Kot mnoge družine iz področja Štajerske je bila tudi njena družina izgnana v Bosno in Hercegovino, torej na območje NDH. In je v mestecu Bugojnu bila priča, kako so ustaši in lokalni fašisti pač preganjali tako Srbe in Jude. V istem trenutku pa je prišla v roke v bistvu knjiga, integralno delo enega nemškega zgodovinarja judovskega porekla Heinricha Graetza, ki jo je prebirala v nemščini. Tam je prebirala o tej kozmopolitski naravi Maribora, da je bil center judovske kulture. V živo je pa gledala pač to nasilje. Ne? In tu ta neki osnovna diskrepancija je ostala do konca. Ne? In to je, koliko sem jaz uspel raziskati, jo je potem nosila skozi celo življenje, da je v bistvu na stara leta, ko se je v bistvu njena poklicna kariera profesorice že iztekala, to svoje znanje, ki se je nalagalo. In res ljudje, ki so jo poznali, so pravili, da je izrazito intuitivna oseba, izrazito študiozna. Imela je ta faustovski moment, da je hotela pač vedeti vse o vsem, res materializira potem in v Marburgih in v bistvu tudi v nadaljevanju. Ne? No, ampak to je lepo izhodišče, ko si rekel, ta diskrepanca, ne, ki je ona sama videla v otroštvu, v času, ko je bila sama izgnana. No? Se v bistvu ta diskrepanca tudi v romanu ves čas skozi roman jo preigrava. No? Če pogledamo že samo na nivoju tega, kako je izbrala ta pripovedovalca in kako ves čas njuna glasova se prepletata od začetka do konca. Ne? Torej vsako poglavje pripoveduje na eni strani Hannes in na drugi Matijas. In ona dva sta v bistvu nosilca nekih pogosto nasprotujočih si idej tistega časa. Ne? Imamo zdravnika Hannesa, ki je napreden, recimo v prihodnost zagledan, svobodomiselen, kritičen do tedanjih oblasti, pa na drugi strani Matijasa, ki je nek povprečen pesnik, potomec obubožanih vitezov, prestrašen, ki sledi navodilom, se boji oblasti in tako naprej. Ne? Tako da je že sam roman je sestavljen tako, da ves čas sili neko tenzijo, neko dinamiko, ki ga poganja naprej. Ja, meni se zdi, da tudi ta neka dvoglasnost, ne? Na eni strani človeka, ki je izrazit intelektualec in za intelektualce vemo, da so v vseh obdobjih v resnici potisnjeni na obrobje in da se v bistvu njihove misli iz obrobja potem počasi prodirajo v neko širšo družbeno zavest. Na eni strani, na drugi strani pa tega, jaz bi mu rekel, kar množičnega človeka, ne? Človeka množice, no, mogoče boljše Matijasa, ki v bistvu sledi nekim v bistvu idejam oblasti, ki ne razmišlja svojo glavo. Šele postopoma skozi roman vidimo, da v bistvu raste, kar je tudi čisto legitimna pozicija, ne moramo biti vsi intelektualci. Se mi zdi, da skozi to je dobila neko vtis totalitete človeka, ne. Lahko si tak, lahko si drugačen, ampak neke zveličavne resnice na koncu ni. Ne. Človekove dileme oziroma dileme, ki nastajajo v človeku, se konstantno ponavljajo, so skozi iste, bi jaz celo rekel. Ne. Res je, da se dogaja razvoj tehnični, človeštvo z svojo identitetnostjo raste, v resnici biti človeka pa ostaja ista oziroma dileme, s katerimi se ukvarjamo. Zato tudi je knjiga aktualna. No, k temu k aktualnosti se bova še vrnila. Ampak če razmišljamo o teh dveh junakih, je ravno to, kar si omenil, se meni zdi tudi blazna kvaliteta te knjige, namreč, da se oba
oba doživita nek razvoj, ne? Nista zgolj, ker na neko hiter opis bi se nam lahko zdelo, da gre pač za dva nosilca nekih idej in da sta zelo šablonska junaka, pa vendarle Hannes postaja nekako mehkejši, bi jaz rekla, ali pa ni zgolj ta njegov racio, ne? Medtem ko Matijas pa verjetno ravno zaradi vpliva oziroma pod vplivom Hannesa in metropolita Izidora in ostalih pač postaja vedno širše glave. Na vse zadnje pa Matijasa se mi zdi, da ključno zaznamuje tudi srečanje na Madžarskem, ko v bistvu izkusi neko pravo prijateljstvo. Tako da se mi zdi, da to odpiranje ali pa ta razvoj obeh junakov je v resnici pogojen z nekim pristnim stikom s sočlovekom. Tako da je to tudi humanizmom v bistvu. Ampak v bistvu tudi svojevrstna hvalnica nekemu prijateljstvu. Ja, zagotovo. Če pač bralec pozorno spremlja pač ta razvoj obeh junakov, vidi tudi pri Hannesu, ki je izrazito racionalni tip, da se tudi počasi prebuja ta njegova čustvena stran, sploh ob izgubi ljubih ljudi. Hkrati pa tudi se topi ta njegov hlad do Matijasa, ne? Ga spoznava tudi kot človeka, ki je pač ima neke drugačne nazore, ampak konec koncev ga začne proti koncu knjige spoštovati. Medtem ko Matijas raste pa ravno nasprotno smer, ne? Proti iz nekega, rečimo temu, močvirja, počasi ubira svojo pot ali pa dobi neko oporo pod nogami, ne? Meni je bilo v bistvu zelo zanimivo tudi to, da je Matijasa avtorica postavila v vlogo pesnika. Kajti pogosto so nekako umetniki ali pa pesniki videni kot ti vidci, zazrti v prihodnost. V njegovem primeru je pa ravno on en tak skrajno v bistvu zaprt v neki svoji školjki strahov in nekih konvencij, ki se jih drži. Verjetno bi take pesnike želeli oblastniki, ne? Take, ki pač ne prebijajo nekih ustaljenih vzorcev ali pa predstav, ki jih oblast položi med ljudi. Ja, zanimivo. To perspektivo sem si v bistvu prvič videl, tako si omenila, no. Je zanimiva, ne. Ponavadi je res, kot pač bi pričakovali, so pesniki vedno tisti, ki na nek način vizionarji. Mogoče pa v sodobnem času več niso. Ja. No, ampak po drugi strani pa ona vpelje tudi tega Janija, nekega preprostega, povsem preprostega rodu izhajajočega fanta, za katerega pa, mislim, ki pa je nekako genijalen pesnik, no, s tem skoraj božjim, no, darom ali pa talentom. In tu imamo tudi ta vidik zavisti, ne, ki v bistvu Matijas ne more sprejeti, da je lahkaren, kot on pravi, z zemljo med prsti, ga v resnici takoj prekaša. Ja, z to svojo iskrenostjo, ne. Pač mogoče, ne vem, si lahko predstavljam, da mu je verjetno šel v nos ta njegov izvor, no. Matijas je v bistvu sin aristokrata oziroma plemiča, ki je že avtomatsko privilegiran in so pač nekoč, vemo vsi, da so imeli boljši dostop do izobrazbe. V glavnem svet jim je bil bolj na široko odprt kot pa plebsu, ne. Medtem ko Jani je verjetno samo svojim talentom prodor in v resnici so takšni tipi postanejo najboljši, ne. V romanu se mi zdi, da je naslonjen na toliko resničnih dogodkov, se mi zdi v bistvu fascinantno tudi to, da imamo hkrati te velike zgodovinske dogodke, procese, ne, ki jih ona nevsiljivo vpleta v zgodbo, hkrati pa je blazno natančno tudi pri tej mikrozgodovini mesta. Srečujemo resnične zgodovinske osebe, ki so tedaj živele v mestu. Kako se tebi zdi, mislim, je to nek tanek let, da se literarizira, če tudi pač pol tisočletja oddaljene resnične osebe? Ja, mogoče bi v bistvu na ta način odgovoril, ne. Roman vseeno, da vključuje
vse te resnične dogodke, vključuje resnične osebe, neke idejne prelome, vseeno ni literarizirana zgodovina mesta. Ne. Ja. Zdaj pač vemo, da, mislim, odkar je srednjeveška zgodovina mesta bolj raziskana, da si je oziroma Boccacciova pustila dovolj tega prostora, da je lahko manevrirala, ne. Znotraj raznih dogodkov in osebnosti. Zanimivo je recimo za človeka, ki pač mesto pozna, hoditi po nekem zemljevidu in iskati to, kar je ona opisovala. Je pa zelo, zelo detaljno poznala in tudi raziskovala konec koncev mestno preteklost, ne. Vem tudi, da so jo oskrbovali iz arhiva z viri in pač dokazano je tudi zdaj, v začetku oktobra, ko bo premiera opere Marburgi, ki nastaja v SNG Maribor, bo na ogled tudi razstava, ki odstira ravno to tančico, kaj je v resnici res, kaj ni, ne. In prav tam se vidi, da obstajajo recimo pečati Waldnerjev, da so obstajali žusemski gospodje, da so živeli v Mariboru. V glavnem, polno je nekih drobcev, ki so zelo, zelo realni, te finese, ki pa v bistvu delajo to zgodbo toliko bolj intrigantno, je pa v bistvu je literatura. No, se zaradi tega, ker je ona tudi pisala in objavljala znanstveno, ne, naprimer o metropolitu Izidorju, mislim, da je objavljala neke razprave. Tukaj pa se vendarle privoščila, da je vse te osebe z nekim svojim subjektivnim očesom povezala oziroma zaznala. Meni se zdi, da koliko sem uspel Boccaccio kot osebo nekako začutiti skozi raziskovanje, pač da je svoje življenje nekako posvetila prosveti na nek način, ker je bila to pač njen poklic, ampak skozi leta je nabirala ta humus, iz katerega sta potem nastali in Marburgi in kasneje knjiga Senc. V planu je imela tudi 3. del, ki pa zaradi potem bolezni in pa smrti žal ni bil nikoli materializiran, ne. Se ti zdi, da je ona kot pisateljica, mislim, da spada v neko to trdo jedro, recimo, ključne literature, pa ključnih pisateljev, pisateljic mesta, če smo zgolj pri mestu? Ja, zdi se mi, če bi me vprašalo to pred enim letom, bi rekel, da so Marburgi malo zaprašena mariborska klasika, ne. Zdaj z tem ponatisom in pa konec koncev tudi z opremo, mikavno, ki dodaja neki kontekst širši, so v bistvu na dlani slovenski literarni publiki. Pač zdi se mi, da vsekakor spada v mestni kanon, ne. Zdaj, če govorimo o mestnih kanonih, ne. Pač ljudje se poistovetijo z Marburgi, konec koncev vsi ti odvodi, da mimo knjige nastaja recimo predstava, da je bil o tem že posnet dokumentarni film, da konec koncev judovska zgodovina mesta prenika tudi v živo kulturo v Mariboru, da se počasi obrača tudi v neko turistično ponudbo. Vse to kaže, da ima ta knjiga neke korenine, ki jih mesto respektira, ne. Tako da se mi zdi, da spada v mestni kanon, ki pa, vsaj po mojem mnenju, ima na slovenskem nivoju že določen renome, za Dragom Jančarjem pa tudi evropski ali pa vse svetovni, ne. Mislim, se Maribor kot neko tudi prizorišče, ne, na zadnje pomembnih literarnih del slovenskih je definitivno vpisan na nek zemljevid, ne, književnosti, ampak tako kot praviš, mogoče je bilo res do letos, je bil ta roman rahlo zaprašen po krivici v resnici, ker to res ni neko zaprašeno branje, ki bi recimo bilo fascinantno zgolj za tiste, ki jih zanima to obdobje ali pa ki jih zanima to mesto, ampak je v resnici neverjetno, meni se zdi v resnici neverjetno dinamičen roman in neverjetno svež, sodoben in knjiga, ki jo lahko z užitkom bere tudi nekdo, recimo, ki tega dela zgodovine ne pozna. Absolutno. Pač mislim, da že prej sem probal nakazati, da je v bistvu naslov tak je zavajajoč. Vse drugo pa je v bistvu tako dinamično, da človeka fascinira, v bistvu freska nekega časa je, ki pa je izrazito aktualna, ker
mogoče je vredno poudariti tudi to, da ne gre samo za zgodovinski roman, ampak gre tudi za na nek način esej, kjer se preigravajo različni pogledi na neke miselne, duhovne prelome in pa konec koncev na človeka kot takega, ne, kaj na koncu človeku prevlada, ali prevlada neka konstruktivni pol ali destruktivni pol. In se mi zdi, ravno zaradi tega je roman izrazito aktualen. Človek, ki ga bo bral danes, bo našel kakšen odgovor za današnje čase. Ja. Bo bilo branje. Ne. No, upamo, da bo letos, ko je ta roman ponovno izšel, tokrat pri založbi Beletrina, in je na vse zadnje na voljo tudi v elektronski obliki, da bo pač dosegel čim več bralcev, ne zgolj tistih, ki iz vzhodnega dela Slovenije prihajajo. Ja, in ko si govoril v bistvu o tem, da je ta roman na nek način, mislim, aktualen ves čas, tudi danes, ne, bi mogoče prebrala en odlomek, pa se mogoče za konec potem še malo naveževa na to, kaj so tiste aktualne prvine tega dela. Svet se stara. Naš čas pomeni starost sveta. Vse je narobe. Kar se je včasih čislalo, se danes graja. Vse je obrnjeno na glavo. Temne prerokbe v koncu sveta jasno nakazujejo, da je propad blizu. Že v 14. stoletju so se čutili znaki monetarne in ekonomske krize, ki je danes že obvladala in ohromila ves svet. Ni denarja, ni več kovin, rudniki so izčrpani, zemlja je prazna. Nastaja doba vladarjev, okrutnih, čudaških in neumnih. Če se hoče človek povzpeti do bogastva in ugleda, lahko to doseže le kot njihov ponižni služabnik. To pa pomeni, da je človekovo delo razvrednoteno. Zato je danes največja tragedija vsakega posameznika, da se ne more uveljaviti s svojo pridnostjo in svojo pametjo. To se mi zdi, da če ne bi bilo tisto 14. stoletje omenjeno, da bi lahko opisovalo tudi naš čas. Vse ga v bistvu opisuje. Mogoče se mi zdi, preden nekako aktualiziram zadevo, pojasni tudi okoliščine časa, v katerem je roman prvič izšel. V glavnem, to je bila sredina 80-ih, ko je tudi v Mariboru so sicer delavski Trnavi, so začele stvari v bistvu brbotati onkraj tega enoumja, predvsem na področju kulture, in Marpurgi in eno leto predtem, recimo Severni sij Draga Jančarja, sta bila dve taki zarezi, ki sta na nek način tudi odprli prostor. Tako da Zlata Vokač, ko je to pisala, je verjetno, ne vem, če je namerno, ampak mogoče tudi nezavedno govorila o tisti situaciji. Danes pa vidimo v bistvu, da se te dileme konstantno nekako ponavljajo, ne. Meni se zdi, da so skozi imeli ljudje občutek, da je apokalipsa blizu, da je vse narobe v tem svetu, ne. Pa vidimo, da konec koncev ni tako, se je pa treba boriti za neke določene zadeve, ne. Nič ne pade iz čistega, tendence ali pa volja pomoči je stalno prisotna, nekih avtoritet ni več, so padle. Posledica tega je pa tudi to, da v bistvu neke hierarhije, ki bi pa mogla biti naravna, vsaj z vidika nekega vedenja ali pa prenosa izkušenj, pa tudi ne pride do svojega glasu, ne. Tako da pač treba si je prizadevati, delati stvari in upati na najboljše. No, mogoče je to dobra priložnost, da sklenemo ta pogovor, ne? Da se mogoče književnost vedno ukvarja s podobnimi ali pa celo istimi stvarmi, ampak da dobri romani ta ista vprašanja ali pa iste dileme osvetljujejo na vedno nov način, kar se mi zdi, da gre tudi v tem romanu. Ja, se strinjam. Mi pa upamo na najboljše. Ja, upamo na najboljše. Hvala. Beletrina, v živo.